bilo tako od smeri, od otroštva se že spomnim, da zjutraj ni zbir problem stati. Ni bilo važno, ali je bila 6. ura zjutraj ali je bila 7. ura zjutraj. Jaz sem zmeraj imel probleme stati zveri, da zmeraj sem imel pločnjake med tem, tako ko sem ostal, da še vedno spremljam. Evo, še enkrat lepo pozdravljeni v tem vlogu. Jaz sem zdaj na avtocesti, tako da zdaj je ena fajn priložnost, da se kaj povem. Jaz sem si skozi leta ustvaril neko svojo jutranjo rutino, ki pomaga, da se zbudim, da prijem k sebi, ker jaz nisem jutranji tip. Mene zgodaj zjutraj, recimo zdaj, 9. ura, ker si še vedno malo tako, se še vedno ne bo zaspan, ne funkcioniram še v redi. Pravali, jaz začnem funkcionirati tam v 9, 9 in pol, 10. Tako idealno 10, po 10, ko spijem pa kafe moje in pa sem v redi in začnem tudi polesti se pravim delom. Če ne pa je bilo tako od smeri, od otroštva se že spomnim, da zjutraj ni zbir problem stati. Ni bilo važno, ali je bila 6. ura zjutraj ali je bila 7. ura zjutraj. Jaz sem zmeraj imel probleme stati zveri, da zmeraj sem bil pločnjake med tem, tako ko sem ostal, da še vedno spremljam. In vcajta sem se moril do tega, da nisem jutranji človek, da ne moram zgodaj ostati, kaj ne bo spano, da nekaj tega in poverjam. Potem je bilo pa zanimivo, recimo nekaj let nazaj, mislim, da je bilo tam 2017, 2018, sem pa v knjigi Game Changers od Davea Aspreya in bilo eno poglavje od spanja. In v bistvu tam je potem pisal o ideji dr. Michaela Lewisa, ki je slim doktor, se pravi, s treningom za spanje. In ta Mike Lewis, REMS, poček, če to zanima, si lahko povedal, njegova knjiga je The Power of When. V bistvu on govori o kronotipu in on je skozi svoje klinično prakso, skozi svoje raziskovanje in delo s pacienti in z ljudmi. Jaz poznal, da so 4 različni kronotipi, on jih je prebral potem o živali, ker tako si najlažje na tem odstavljamo in so te živali imajo v naravnih habitatov, jih take kronotipi. Kronotip pomeni, da si nek tip, kako s tem spanja, oziroma tip tak, kak ritem imaš med spanjem in bujenjem, oziroma da si ne bo prilagoden. On je v bistvu ta dr. Lewis je določil 4 kronotipe, da bom najbolj razširjen je ta kronotip, ki je pojmoval medved, se pravi bear, in to večina populacije nekje ostane tukaj zgodaj, se pravi tam 6. 7. in gremo tem na delo, je da bom aktivna med 8. in 16. in med tem predobov in gre hoditi in se gre spat o 2 uri. Potem imamo, on je določil potem nočno ptica, je dal wolf, se pravi funka, ker mesto funka da bi trejo na ozno in so potem časa zunaj. Tako da, recimo, volkovi so zjutraj težko vstanejo, ker so vedno aktivni kasneje v dnevu, se pravi, ne tako zjutraj. Ampak se začnejo med tem in tam 10. 11. pa so aktivni na tem vikendu v 3, 4, potem rade malo mora, zdaj nam pauzico, četamo migrajski ven. In potem zvečer spet tam 5. 6. začnejo biti produktivni in se lahko aktivni okolo noči. In v bistvu hodijo tudi spat, izmed teh 4 temov hodijo najkasneje spat. Potem 3. je lev, to je early bird, se rekli v angleščini, se pravi kronotip leva, so ljudje, ki vstanejo zgodaj, ki so na koncu predvsem starimi, hitro pa zatrkujejo, hitro spijejo svojo kavo in potem so tudi produktivni. Recimo to profili doma je moja sestra, Tina, ona je čisti lev, se spomnim, recimo, jaz smo naša študirala, ona je bila takrat v srednji šoli, jaz sem študiral, ona je vstala tam 6., 7., do 8. se je začela učiti, jaz sem vstal še na 8. uspeh in ko sem vstal, sem gledal, kako se ona že, jaz sem pisal vsake čas.
No pa zvečer pole prav kontra, ne. Sam jaz recimo se lahko učim ob večer do enih, ne, pa tako našla spat že ob 9, 10, ker ne dam več aktivna, zaradi tega, ker bila zjutraj. To so ti trije kronotipy, potem četrti kronotip je potem ta Michael Bruce ga je pomenoval delfin. In v bistvu delfini so pa ljudje, ki so insomniaki, se pravi, to pomeni tisti, ki imajo največ težav s spanjem, ki se zbujajo v noči oziroma pa ne morejo zaspati. Tako da recimo ta ideja Michaela Brucea mi je najbolj ostala v spominu oziroma me kar openila malo svet, da tudi jaz sem začel malo drugače živeti. Sploh poleg, ker sem se naučil faks, sem vedel, da ne rabim zgodaj vstajati in biti v tem tako produktiven, ampak pač lahko vstanem to kasneje. Vzamem svoj cajt, da naredim svojo jutranjo rutino, da se zbudim, da prijem k sebi in tako naprej. In pole pač jaz sem naredil produktiven dan, da sem spoznal skozi leta, da moja produktivna urica se tam od 10 do 2-3. Pole rabim eno pauzo, tam idealno po 4-5, da se lahko spet biti aktiven, da nekaj bo večerje, pole mogoče še kaj zvečer. Dostikrat se mi zgodi, da recimo vsi grejo že spat doma in potem jaz tam 9-10 ura take očive, najboljša tica in potem začne kakšno kreativno delo in za meni je to fudoramo, tako da imaš tisti nočni mir, noč ima svojo moč, ne. Tako da ja, prej sem začel govoriti o jutranji rutini, se pravi, skozi leta sem si imel neko svojo jutranjo rutino, najprej vstanem, vstati ali brez budilke, ali pa recimo z budilko, ki ima fleksibilen čas vstajanja, se pravi, uporabljam dve aplikacije, ena je Gentle Wake Up, druga pa je Sleep Cycle in v bistvu ta Gentle Wake Up te zbudi s pomočjo svetlobe, se pravi, ti naštimaš timer, kdaj bi rad najkasneje vstal, recimo danes zjutraj se odštemo ob 7 in potem 20 minut pred tem začne se v bistvu zbudi ekran in v bistvu emitira sonce, sončni vzhod. In v bistvu tam bude sončna svetloba te nastopoma zbudi in ni šusa, ne, kadar zazvoni nedeljka in je šok za telo, vstati. Sleep Cycle je pa tako, da se isto naštimaš čas, da bi rad najkasneje vstal, potem pa spremlja ure pred tem tvoj sleep cycle, se pravi, kdaj spiš in te zbudi, kadar zaključiš zadnji, cikl. Ker v bistvu težava je v teh navadnih budilkah, ki te zbudijo točno v uri in lahko si takrat v globokem smancu, če se smotiš takoj iz smanca, ker lahko povzroči slabo počutje, otico, kadar recimo to mi mene ful pomaga zjutraj. Potem fajn mi je, da se zjutraj malo nadiham, se pravi, da oksiženiram telo, da se bo malo telesu se zbudi, tako da naredim prevadi 2-3 ure njihov dihanja, to pa globoko dihanje, kateremu sledi potem retention. V bistvu Wim Hof je zanimivo, ker po eni strani te zbudi, drugi strani pa te tudi umiri, tako da potem v Wim Hof dihanju grem v meditacijo, naredim meditacijo. Idealno, če bom vsaj 20 minut, danes sem bil malo natesnen, zaradi tega, ker sem pozno vstal, ker me je pozno zmotilo in sem imel tam 10-15 minut. Imam seznam vodenih meditacij na YouTubeu, kdaj sem uporabljal samo muziko in meditiram brez nobene vodene meditacije, ampak meditacija me res pomaga, da držim svoj na mestu, ker jaz sem močen in sem analitičen tip in da mi tudi dela ful težav, oziroma greš škodba, ko bi rekli Brici. Tako da meditacija, pole, če grem delat, si naštemam hrano za čez dan. To je, se strvim lahko na začetku vloga, spečem meso, naredim, včasih si naredim še hidrata zraven, pa se vzamem samo sadje, čaj, ki mi pomaga za prebavo, šejk, kafe. In potem, ko sem naštimal hrano za čez dan, se grem narediti stretching, da spet, zaradi tega, ker sem bil pozno s cajta, nisem naredil stretchinga. Pole naredim še malo tega shaking and dancing, se pravi neko mihanje oziroma nek ples, trzanje oziroma sprostitev napetosti, to mi pomaga, da
se sproti telo in da sprosti tisto napetost in stres še iz prejšnjega dneva, oziroma ko se tista napetost, ki se je nabrala čez noč, ko smo v noči tako spustili. Zakrčeni po dobrem spanju. In pole predtem in potem vzamemo pomila in pole seveda. Po eni strani je ta jutna rutina ful fajn, ker te spravi v dober počutje, po drugi strani pa kdaj se mi zdi, da so neko ujetnik svoje rutine, da če bi spustil svojo jutro rutino, potem bi se ful slabše počutil, tako da ja, rutine nesplošno so dvore za večne. Jih je fajn imeti, da smo produktivni, da smo počutimo, po drugi strani pa da smo lahko tudi omejuje. To je to za ta vlog, da vas pozdravljam, upam, da vam je bil ta vlog všeč. In to je to, se vidimo vsedič.